pozdravljeni, moje ime je Tjaša Dorelaj, sem medij in moderni orakelj in danes se bomo pogovarjali o spletni šoli Oracle Membership. Predstavila ti bom svojo spletno šolo, zakaj sem jo ustvarila, za koga je, kaj vse prejmeš v spletni šoli, kako bo transformirala tvoje življenje, v bistvu kaj ti bo dejansko to, da postaneš moderni orakelj, prineslo, kako bo obogatilo tvoj svet. Tako da to je danes na meniju in seveda soustvarjaj ta dogodek s svojimi vprašanji, karkoli te zanima o sami spletni šoli, izvoli napisati v komentarje spodaj. Moja ekipa bo vaše komentarje tukaj le zraven poslala, zaradi tega, ker tukaj gre včasih tako hitro, da ne uspem vseh vprašanj ujeti. Tako da kar postavi vprašanje vmes, ko bom naredila predstavitev šole, karkoli ti pride na misel, karkoli te zanima o spletni šoli, izvoli pa vprašati. Danes smo s tem namenom tukaj, da ti povem vse o spletni šoli, da boš začutil, lažje, da bo to zavibriralo s teboj, da ugotoviš, ali si na pravi točki v življenju, da postaneš moderni orakelj. Čau! Evo, dajmo poslati tudi danes v komentar, napisati, od kje se danes povezujemo, se pravi, s kje spremljaš, zato da vidimo, kako veliko mrežo, evo takšnole mrežo modernih orakljev bomo danes spletli preko cele Slovenije. Tako da v komentar napiši, iz katerega kraja, iz katerega mesta Slovenije spremljaš. Ko gledam kasneje potem te vaše komentarje, vidim, da smo po celi Sloveniji razpršeni in da bo šla ta visoka vibracija in ta jasnost, ki jo delim čisto v vsako vas, in to me vedno inspirira. Ne vem, če veste, ampak ko sem začela kanalizirati 12 let nazaj, sem se vozila po celi Sloveniji, zato da sem kanalizirala, imela dogodke in zato poznam marsikatero vas v Sloveniji, ki jo običajno oseba ne pozna, zato ker sem res naredila po celi Sloveniji eno tako turnejo, dvoletno turnejo, da sem razširila jasnost po celi Sloveniji. Evo, zdaj pa širimo jasnost ne samo po celi Sloveniji, ampak po celem svetu tudi za našo spletno šolo Oracle Membership. In vidim, da smo tudi danes iz vseh koncev in krajev. Krasno, ful lepo. Tako lahko tudi vidite dejansko, mogoče ne, je kdo v tvojem kraju tukaj pa spremlja, pa sploh ne veš. No, dragi moji, zakaj maham s telim balončkom tukaj? Zaradi tega, ker vam želim ob začetku našega današnjega dogodka, na katerem bom predstavila spletno šolo in odgovorila na vsa vaša vprašanja, ki jih imate vezano na šolo, bi vam rada povedala, kaj je v bistvu glavno bistvo našega življenja. Kaj je glavno bistvo našega življenja? Včasih se mogoče ujamemo v to, da se ti zdi, da je glavno bistvo to, da pozdraviš telo, da je glavno bistvo to, da najdeš partnerja ali pa da izboljšaš svoj partnerski odnos. Ne vem, mogoče se ti zdi, da je glavno bistvo to, da zanosiš in postaneš mamica. Pa to sploh ni res. To so v bistvu izkušnje naše duše na poti življenja, ni pa to glavno bistvo. Glavno bistvo utelesitve naše duše je dejansko prinesti sebe, točno takšne kot smo, na ta planet in obogatiti planet s svojo vibracijo. In na drugi strani v tem okolju polno doživeti vse, kar nam je dano na planetu Zemlja, v tem času in prostoru doživljati. Se pravi, dve funkciji ima naše življenje. Eno je, da to, kar mi smo, začutimo, zaživimo in podelimo v svet, zaradi tega, ker če to naredimo, dejansko je svet, cel planet in vsi prebivalci na njem so blagoslovljeni z našo esenco, z našo vibracijo, z našo dušno energijo. In to je v bistvu naše poslanstvo, naš dušni namen. Prinesti sebe, biti to, kar smo, deliti sebe, brez zavor, brez ustavljanja, polno utelesiti sebe. Evo, to je en namen našega življenja. Drugi namen našega življenja je pa doživeti.
je pa zbrati doživetja, medtem ko smo tukaj na tem planetu v tej utelesitvi. Se pravi, sprejeti to, kar nam lahko to okolje da. Sprejeti vse situacije, ki se dogajajo. Sprejeti vse blagoslove, ki jih ima planet Zemlja in ta čas za nas. In v bistvu to je razlog, zakaj pridemo v življenje. To je razlog naše utelesitve, da damo sebe, da izpolnimo svoje poslanstvo, svoj dušni namen in na drugi strani, da zberemo, da v bistvu poberemo iz tega življenja maksimalna doživetja, ki bodo obogatila našo dušo, zato da ko bomo šli v naslednjo utelesitev, ko bomo šli v naslednjo izkušnjo življenja, bomo zaradi tega bogatejši. In zaradi tega, ker na planetu Zemlja dejansko nimamo dovolj zavedanja o tem, kaj je pravo bistvo našega življenja, se zahakljamo v probleme, vidimo te fizične stvari, materialne stvari, to, kar fizično se dogaja, vidimo kot bistvo našega življenja. Definitivno je pomembno, da imamo zdravo telo, je čudovito, da imamo ljubeče odnose. Krasno je, če si želimo biti mamica, da smo mamica. Nič od tega ne zanemarjam. Govorim pa, da v jedru vseh nas, v našem centru, je osnova našega življenja to, da prinesemo sebe cele na pladnju, tukaj sem, to sem, živimo sebe na polno in na drugi strani, da sprejmemo vsa ta doživetja, ki jih življenje prinaša. In ko sem bila vodena, da ustvarim spletno šolo za moderne oraklje, sem v bistvu dobila to sporočilo, da kar potrebujemo je dobesedno podporo, jasno zavedanje, kako lahko to naredimo, kako lahko ta dva namena našega življenja izpolnimo. In zaradi tega, ker nas okolje samo po sebi, kakršna je trenutna kolektivna zavest, ne podpira v tem, da se mi bolj in bolj zavedamo sebe, in ne podpira v tem, da mi vedno bolj živimo sebe, ampak dela ravno nasprotno. Govori ti, da ne vodi to, kar si, ampak vodi to, kar je prav. Počni to, kar se sme in spodobi. Ne živi sebe, ampak živi to, kar bo podpiralo nekoga, nekaj. In v bistvu družba, zavedanje naše, ki ga trenutno imamo, ni v smer tega, da podpira to, kdor ti res si, ampak je ravno nasprotno smer. In tudi naše šolstvo, naš celotni sistem, politični, zdravstveni, vsi sistemi so dejansko osnovani na tem, da ne podpirajo tega, kar je naša notranja globoka resnica, zaradi česar smo mi prišli sem. Nihče ni kriv za to, preprosto tako je, utelesili smo se v čas in prostor, kjer je kolektivna zavest takšna, kakršna je. Dejstvo pa je, da se vibracija planeta izjemno viša in vedno več se nas prebuja in vedno več ljudi se zaveda, nisem tukaj samo zato, da bom cele dneve garal, nisem tukaj samo zato, da bom mamica svojim otrokom, pa še vsem ostalim ljudem okrog sebe, ves čas v vlogi nekoga, ki skrbi za nekoga. Nisem tukaj samo zato, da cele dneve delam, nisem tukaj samo zato, da dosegam naslednji cilj. Dejansko smo tukaj z višjim namenom. In lahko verjetno se strinjaš z mano in prepričana sem skoraj, da tudi ti čutiš to, da si prišel v to življenje z višjim namenom. Ne samo preživeti ga, ampak dejansko nekaj doprinesti v to življenje, v ta svet in doživeti to, kar ti dejansko to življenje ima zadati. In ko sem dobila navdih, ko sem bila vodena, da ustvarim spletno šolo, so mi vodniki zelo dobro sporočilo dali, zelo jasno so rekli, Tjaša, vedno več ljudi se prebuja v zavedanje sebe, ampak nimajo jasnosti, kako bi lahko sebe izrazili, kako bi lahko sebe zaživeli. In tvoja naloga je, da to, kar mi tebi skozi tvoj kanal prenašamo, delimo s tabo, vse te modrosti, da začneš to deliti v svet, da ustvariš šolo, ki je zavestna šola, ki je izven tega
kolektivnega, kar se spodobi, kar je prav, kar je dokazano, da drži, ampak da začneš deliti vso to modrost, vso to resnico, do katere imaš ti dostop. In moj kanal, moj dar kanaliziranja, to, da lahko pridem do samega vira informacij, je mene vedno inspiriral in sama sem tako zelo raziskovalno naravnana, da rada raziskujem vse, kako obstoji vesolje, zakaj smo takšni, kot smo, kako lahko živimo bolj izpolnjeno, kako smo lahko bolj srečni, bolj zdravi, imamo več obilja, kako lahko sebe res polno doživimo, damo v svet in na drugi strani, kako lahko to življenje, ki nam je dano, maksimalno izkoristimo, ker nismo prišli trpeti, prišli smo uživati, prišli smo živeti. In v svojih kanaliziranjih, zdaj že 12 let kanaliziram, se je nabralo toliko modrosti, toliko enih skrivnosti, do katerih sem imela dostop, da sem bila totalno navdušena, ko so me vodniki spodbujali, začni to deliti, ker vedno, kamorkoli sem prišla, so me ljudje sprašvali, kaj pa angeli pravijo o tem, kako se ustvarja obilje? Tjaša, kaj pa pravijo angeli o tem, da kako rešiti problem, če v partnerskem odnosu zamre iskrica, pa sva s partnerjem samo cimra. Tjaša, kaj pa to? In kamorkoli sem prišla, so se ljudje zanimali za te modrosti. In sem ugotovila, da res v bistvu teh resnic še ni zares napisanih v knjigah. Marsikaj je napisano v knjigah, ampak večinoma te knjige, ki obstajajo, sploh te starejše, na katere se potem vse ostale knjige nanašajo, so, četudi je lahko to resnica in kanalizirana informacija, so to v bistvu informacije, ki so morda za naš čas že malo zastarele. In v bistvu sama sem vedno v tem mojih kanaliziranjih downloadala, snemala, kanalizirala najnovejše informacije, najnovejšo zavest, ki podpira nas. Ne 5000 let nazaj, tiste, ki so živeli na vzhodu, ampak nas, zdaj v tem času in tem prostoru. In teh modrosti se je res nabralo ogromno in zato sem se odločila, da ustanovim spletno šolo. Vodena sem bila, da začnem to znanje deliti. Zaradi tega, ker smo ljudje v prebujanju, v zavedanju, da ni to življenje samo zato, da se ženemo za naslednjim ciljem, ampak da smo prišli sem z večjim namenom izpolniti sebe in polno doživeti to, kar nam v tem življenju je lahko dano. In spletna šola Oracle Membership je dejansko spletni prostor, spletna učilnica, kjer s teboj delim vsa ta dragocena znanja. Na eni strani s teboj delim zelo močne, globoke duhovne prakse. S teboj delim sporočila o tem, kako se utelešajo duše, kaj se dogaja z nami po tem življenju. Zelo duhovne teme obravnavamo. Na drugi strani pa s teboj delim zelo praktične nasvete, ker smo prišli ne samo iz duhovnega sveta prinesti sebe, ampak na drugi strani tudi doživeti vse, kar nam je lahko tukaj dano. In zato praktični nasveti, kako biti zdrav, fit, vitalen, nasveti, kako imeti zdravo, močno telo, hkrati pa ustvarjati obilje, uspeh v življenju. Nismo prišli trpeti, nismo prišli biti v pomanjkanju. Dobesedno smo se utelesili v eno izjemno dobo planeta Zemlje, kjer nam je dano toliko stvari, ki jih lahko doživimo, ki jih lahko imamo, ki jih lahko zmanifestiramo, skreiramo. In moja želja je, da ti skozi moj kanal, moj dar, da lahko dostopam do vseh informacij, prinesem vso to znanje direktno do tebe. Spletna šola je z namenom ustvarjena na spletu, da nikamor se ne potrebuješ voziti, da lahko kadarkoli iz udobja lastnega doma samo greš v spletno učilnico, raziskuješ vsebine, se učiš, vzameš tisto temo, ki je tebi takrat v življenju aktualna. In spletna šola Oracle Membership je dejansko namenjena tebi, če veš, da je tukaj v tem življenju tebi namenjeno biti dobro, imeti stvari, doživljati stvari. In veš, da si tukaj z višjim namenom in želiš izpolniti ta svoj dušni namen, to svoje dušno poslanstvo. In
Si želiš v tem življenju sebe izraziti, doživeti stvari, pa ne veš mogoče kako, ne? Mogoče si želiš skreirati svojo poslovno pot, pa ne veš, kako bi to naredil, da bi bilo skladno s tvojo dušo, ne? Naš namen je ves čas v ozir jemati sebe, svojo dušo, ne delati stvari samo zato, ker se pač lahko naredijo, ampak narediti to, kar pride iz nas, skozi našo dušo. Prišli smo dobesedno utelesiti sebe polno. Marsikdo med nami ima težavo izraziti to, kar on ima rad, povedati tisto, kar mu je dragoceno, ne? Skrivamo se, držimo se v ozadju, ne upamo si sebe izraziti. Mogoče ne upaš povedati, da te zanima meditacija, da rad pogledaš inspirativni video, ne? Tok smo v tej kolektivni zavesti dobesedno zablokirani in to se mora spremeniti. In spremeniti se bo samo tako, da bo šel v smer tega, kar tebe odpira, kar tebe povezuje s tvojo dušo, kar oplemeniti to, kar ti resnično si in to poveča v tvojem življenju. In če si želiš začeti svojo duhovno prakso ali pa jo že imaš vzpostavljeno in jo želiš na nek način še obogatiti z rituali, orodji, duhovnimi praksami in pa čisto konkretnimi koraki za uspešno življenje, potem je definitivno spletna šola Oracle Membership pravi kraj zate. Pa gremo zdaj bolj direktno o tem, kako šola sploh poteka. Torej, prva stvar, ki smo ji rekli, v bistvu najboljš, da ti razložim tako. Jaz sem ustvarila spletno učilnico, ki je kot neka knjižnica. V tej spletni učilnici je naloženo več kot 115 dogodkov, posnetkov, kanaliziranih sporočil, vsebin za tvojo duhovno prakso. Zaradi tega, ker smo z vsakim mesecem novo temo obravnavali v šoli in potem je zdaj že nastala zelo, zelo bogata knjižnica teh dogodkov, teh vsebin. Dotikamo se pa vseh področij življenja. Govorimo o duši, o duhovnem svetu, predstavljam ti različne duhovne vodnike, kako z njimi sodeluješ. Učimo se odpirati svoje darove, ne? Na drugi strani pa zelo praktične, konkretne stvari. Področje obilja, financ, denarja, kako si lahko dvignemo frekvenco obilja, konkretno ustvarjamo več finančne svobode zase, smo uspešni v svojem delu. Potem je področje odnosov, ljubezni, govorimo o tem, kako komunicirati v odnosih, da dosežemo to, kar si želimo, da vzpostavljamo ljubeče odnose, ne? O tem, kako smo dušno med seboj povezani, boš ugotovil v vsebinah šole. Kako v bistvu iti iz obsodbe, iz napora, iz tega, da nam gredo ljudje na živce in situacije na živce, v ljubezen, ne? Učili smo se tudi o tem, kako prižigati v odnosu, partnerskem odnosu nazaj iskrico, če je ta že zamrla oziroma sta se s partnerjem malce oddaljila in pa tudi manifestirati partnerski odnos. Skratka, čisto takšne praktične zadeve, ki si jih vsi v življenju želimo, pa ne vemo, kako se lotiti, ne? Evo, moj namen je, da ti prinesem v bistvu odgovore na tvoje vprašanja, ki jih imaš, pa še nikjer nisi našel dobrega odgovora. In ta odgovor pride direktno skozi vir iz središča vesolja, kjer so vse informacije in jih predam potem naprej tebi. Kaj so še teme? Učili smo se manifestirati, o tem, kako kreiraš življenje, ki si ga želiš, manifestiraš svoje želje. Pogovarjali smo se tudi že o usodi, ne? Kako v bistvu ustvariti to, kar si v življenju želiš, pa da je skladno s tvojo dušo, ne? Kaj sploh je usoda, koliko je že vnaprej določeno, koliko mi lahko spreminjamo. O tem, kako začenjati stvari, zaključevati stvari, o telesu, kako biti zdrav, vitalen, fit, kako informirati telo, ne? Ko zboli, ko recimo nam pade odpornost. Skratka, vsa področja, ki so za nas v življenju pomembna. To, da smo zdravi, to, da imamo dobre odnose, da ustvarjamo obilje, da živimo polno sebe. Skratka, tudi naša duhovna dimenzija je definitivno vključena. In namen te spletne šole ni, da ti zdaj naenkrat vso vsebino konzumiraš in si vse preposlušaš, zaradi tega, ker pač je to nemogoče, zato na easy, ne? Dejansko zavedaj se, da imaš tukaj to knjižnico znanja, vseh vsebin, ki so bile do zdaj že naložene v šoli, kot sem že omenila, ne, več kot 115 teh vsebin je že v šoli, ker šola poteka zdaj že 2 leti in je ogromno že tem, ki smo jih obravnavali. Potem pa vsak mesec, ne, ko se vključiš v šolo, začneš sprejemati vsebino, ki je aktualna za dani mesec.
In v bistvu vsak mesec odpremo neko temo. Recimo konkretno ti lahko povem, da v obdobju pomladi in poletja 2021 se bomo pogovarjali o tem, kako imeti boljši stik z angeli, kako vzpostaviti vsakodnevni stik z angeli, pogovarjali se bomo o tem, kako finančno svobodo skrirati zase, o zavestnem podjetništvu bom s teboj delila. Tukaj sem ogromno stvari že izmojstrila in ti bom lahko tudi veliko svojih osebnih izkušenj predala. Potem poleti se bomo zelo sfokusirali na družinsko karmo, ker bo letos zelo, zelo pomembno, ker nas bo energija podpirala, da razpustimo te svoje karmične vzorce, ne. Učili se bomo astralno potovati, šli bomo tudi v regresijo preteklih življenj. Skratka, vedno tako nastavim teme, glede na to, kakšna energija nas v posameznem obdobju podpira, zato da lahko najbolj dejansko ujamemo to podporo vesolja, ki nam ga daje v posameznem času. Hkrati pa so teme tudi takšne, da je v vsakem tromesečju se teme malo zamenjajo, ne? Da ves čas ne govorimo samo o duši, ampak da imamo malo tem v duhovnosti, malo tem, ki so praktične, malo tem, ki so v odnosih in potem govorimo o telesu, skratka, ves čas kolobarimo, zato da je ves čas zanimivo, ne? Nikoli se tema ne ponovi, lahko dejansko vso to vsebino, ki sem jo že odpredavala, s tabo delila, skanalizirala, dostopaš v svojem ritmu preko te spletne učilnice. Spletna učilnica je res zelo, zelo, bom temu rekla, dragocena in zato vas povabim vse, ki bi radi točno vedeli, kaj smo do zdaj že obravnavali, da greste na opis dogodka spletne šole Oracle Membership na moji spletni strani www.tjašadorelaj.com, kjer vas bo pričakal PDF zloženka katalog vsebin spletne šole. Evo, tale je fizično natisnen, ampak tam si ga lahko snamete in vse fino, ste že čisto navdušeni, krasno, sem ful vesela. Si lahko v bistvu preberete točno pod recimo, dajmo tukaj pogledati, recimo pod temo duša in duhovni svet, kaj so bile vse teme, ki smo jih že obravnavali in so tebi na voljo. Nekako si predstavljaj to spletno šolo kot res knjižnico. Knjižnico, kjer sicer ni fizičnih knjig, ampak je v spletni obliki vso znanje, ki ga dejansko potrebuješ za življenje, ne? In potem, kar bi jaz predlagala, je to, da naj te ta bogata vsebina spletne šole ne prestraši, ne? To ni namenjeno temu, da moraš ti zdaj vse za 2 leti nazaj, koliko časa že imamo šolo, da moraš vse nadoknaditi. Ne, to ni klasična šola v smislu razredov. To je življenjska šola. Vzameš tisto, kar je tebi aktualno. Recimo, da se tebi zdaj ogromno dogaja sprememb na področju odnosov. In ko boš prišel v spletno učilnico, greš preprosto pod zavihek odnosi in ljubezen in najdeš tam temo, ki je zate v tistem trenutku najbolj aktualna. In tisto predeluješ, ne? Poslušaš dogodke, prebiraš vsebino, ki je notri, poslušaš meditacije, skratka. Vzameš tisto, kar ti je pomembno. Mogoče si pa zdaj v življenju, kjer želiš zelo prebuditi svoje duhovne darove in bi rad spoznal, kdo so tvoji duhovni vodniki, rad bi se povezal s svojimi duhovnimi vodniki, ne? Greš v zavihek duša in duhovni svet in najdeš tam to temo in v bistvu tisto, kar je zate aktualno, ne, uporabiš, daš v prakso. Namen te spletne šole je, da je v bistvu tvoj prostor za tvojo duhovno rast, pa hkrati za to, da živiš življenje čim bolj polno. In tale zloženka, to zloženko smo naredili tudi za že obstoječe moderne oraklje in vam jo bomo tudi poslali na dom. Vsem, ki ste že moderni orakli oziroma boste postali moderni orakli, zato da lahko potem lažje mogoče brskate med vsebinami in imate malo večji pregled tega, kaj vas v sami spletni učilnici čaka. V to šolo sem vključila tudi nekaj masterclass programov, ki jih ne učim zunaj šole. In sicer to so izjemno zgoščeni, močni programi, specifično na določeno temo. Eden od masterclassov je recimo za obilje. Naredili smo masterclass za obilje, kjer sem ti vse povedala o tem, kako prideš iz pomanjkanja, iz dolgov, do tega, da si dvigneš vibracijo in zase začneš kreirati pretok obilja. Toliko, kot ga zase želiš. Potem drugi masterclass, to vse dobite v šoli, ne, ko se vključite, je masterclass o manifestaciji. Ne.
Toliko ste me sprašvali, Tjaša, kako se manifestira, kako ti manifestiraš, ker vidim, da ti ratajo stvari, ne? Kaj počneš? Sem naredila masterclass in ga imaš v spletni šoli, do njega imaš dostop, ko si član šole in ga lahko v svojem ritmu preposlušaš in začneš dajati v prakso vse te nasvete. Na koncu, ne, jaz sem tukaj, da v bistvu ti držim močen prostor, visoko vibracijo, dajem ti znanje, na tebi pa je, da to integriraš v življenje in da v bistvu daš to v prakso. Tretji masterclass, ki je v spletni šoli, je masterclass o kristalih. Sama imam zelo, zelo rada kristale in verjetno tudi ti, oziroma veliko ljudi imajo rade kristale. In zato sem naredila za naše moderne oraklje spletne šole masterclass prav o kristalih. Več kot 40 kristalov ti predstavim, kako se lahko z njimi zdraviš, dviguješ svojo frekvenco, kristale za učenje, lepoto, obilje, skratka, ni da ni, ne? Zdaj, novi masterclass, jaz enkrat na leto naredim ta masterclass ali pa recimo dvakrat, kolikor je energija. Letos, v letu 2021, bo masterclass na temo karme družine, družinske karme, evo, to sem hotela povedati. Zaradi tega, ker bo julija zelo močna energija, da bomo lahko spustili svoje karmične vezi do svoje primarne družine, da nehamo ponavljati napake svojih staršev in da se popolnoma osvobodimo in živimo sebe. In zato sem ustvarila oziroma pripravljam zdaj masterclass, ki ga bomo imeli pa torej julija 2021. To bo letošnji masterclass, zelo močen in mislim, da tudi zelo, zelo potreben. In torej v bistvu na eni strani, ko vstopiš v spletno šolo Oracle Membership, dobiš dostop do vse te vsebine, celotne knjižnice znanja, da ti lahko v svojem ritmu raziskuješ in ozaveščaš, dviguješ zavedanje na tisto temo, ki je tebi v posameznem trenutku življenja aktualna. Druga stvar je pa aktualna vsebina. Se pravi, to je vsebina, ki je že bila odpredavana, ki je že posneta, ki je že tam zate, potem pa vsak mesec odpremo novo temo in v posameznem mesecu potem dobiš vedno aktualno vsebino. 6 stvari je, ki jih vsak mesec znova dobiš in jih pripravim zate. To zaradi tega, da si lahko potem ves čas motiviran, da imaš svojo duhovno prakso, da imaš v bistvu orodja za dvig tvoje vibracije, za povečanje tvojega zavedanja, ko si ti tega želiš. Ne? In sicer 6 stvari, ki jih vsak mesec dobiš. Sara sprašuje, če so masterclassi za doplačilo ali so na voljo v šoli. To je vse na voljo v šoli. Ta šola je izjemno, izjemno dragocena, toliko znanja na enem mestu, tako da, ko vstopiš v šolo, ti je vse to na voljo in dokler si v šoli, imaš dostop do tega. Gremo pogledati 6 stvari, ki jih vsak mesec prejmeš čisto sveže, za vsak mesec posebej v spletni šoli Oracle Membership. Prva stvar je napotek meseca. Se pravi, vsak mesec kanaliziram sporočilo vodnikov o tem, kakšna je energija, kako nas podpira obdobje, kateri so dobri datumi, kaj je dobro, da počneš v tistem mesecu, kako izkoristi mesec, ki je pred teboj. Pa hkrati tudi razlagane, mogoče bo ta mesec malo bolj čustven, tako si pomagaj, ta mesec je super izkoristiti za to, da si aktiven, naredi to. Ta napotek meseca je v bistvu nekaj tako dragocenega, ker dejansko ti razloži, kakšna je tvoja energija meseca in kako lahko v bistvu mesec uporabiš za to, da si ti dobro in da pelješ svoje življenje v želeno smer. To je prva vsebina, ki jo vsak mesec znova dobiš. Druga vsebina, vsak mesec ti predstavim novega duhovnega vodnika, ker vem, da imaš zagotovo rad angele, duhovni svet, duhovne vodnike. Ti bo v bistvu ta šola pomagala spoznati, kako lahko sodeluješ recimo z boginjo Lakšmi, ki je boginja obilja, in si z njeno energijo dvigneš vibracijo obilja in prikličeš večje finančne prilive. Na drugi strani mogoče te zanima, kako lahko pozdraviš svoje telo in bomo spoznali, smo spoznali že boginjo Zeleno Taro ali nadangela Rafaela. Skratka, duhovne vodnike, angele, nadangele, boginje, različne, tudi lemurice, atlantice smo imeli, različne duhovne vodnike, ki vsak mesec predstavim, enega na mesec, zato da se ti lahko naučiš z njim sodelovati. Tretja vsebina, ki jo vsak mesec prejmeš, so točke v času. Se pravi, to so najboljši datumi za obilje, odnose, manifestacijo, stik z angeli, za čiščenje,
ki jih lahko koristiš, se pravi, to so datumi napisani in potem ti veš, kaj na posamezni datum narediti, da potenciraš svojo energijo. Sama osebno, samo to, če samo zaradi tega vstopiš v spletno šolo, se bo tvoje življenje že samo zaradi tega dejansko transformiralo. Zaradi tega, ker boš v pravem času počel prave stvari, ne boš šel skozi zid v času, ki je mirovanje, na polno se aktiviran. Ker boš vedel, ok, zato sem zdaj v tem obdobju bolj utrujena. A veste, pokrat me sprašujete, pa rečete, Tjaša, aj kakšna takšna energija v zraku, ker jaz sem čist brez energije, sem čist utrujen, kaj se dogaja. Lahko pač, dokler nimaš zavedanja, kaj se dogaja, pač si samo zaskrbljen, ker pa imaš napotek meseca in ker poznaš točke v času, točno veš, kaj se dogaja in znaš potem bolj zavestno svoje življenje usmerjati. Četrta vsebina, ki jo dobiš vsak mesec v šoli, je konkretni dogodek z mano v živo, takole v naši zaprti Facebook skupini, kjer so samo moderni orakli spletne šole, na temo meseca. Se pravi, recimo ta mesec, ki prihaja, bomo imeli temo vsakodnevni stik z angeli in povedala ti bom vse, kar potrebuješ vedeti o angelih, kako se z njimi sodeluje, kakšni so, kako izgledajo, kako jih prepoznamo, skratka, vse, kar rabiš vedeti o angelih. In vsak mesec je ta tema drugačna, in na to temo potem en dogodek v živo z mano. Naslednja stvar, mislim, da je to zdaj že peta stvar, ki jo vsak mesec dobiš, je potem še en dogodek z mano, na katerem samo odgovarjam na vaše vprašanja. Zato, ker se tekom meseca pojavi polno vprašanj ali na temo meseca, ali o stvarih, ki se tebi v življenju dogajajo, in torej enkrat na mesec se dobimo zato, da takole klepetamo. No, takrat tudi vi malo bolj klepetate nazaj, ne samo jaz, postavljate mi vprašanja in vam v bistvu iz pretoka dajem odgovore in jasnost. Šesta vsebina, takole moram pokazati, je pa v bistvu neka meditacija, neko orodje za tvojo duhovno prakso ali pa posnetek iz mojih preteklih dogodkov, ki podpira temo meseca. Recimo v mesecu, ki prihaja, mesec, to bo zdaj april, ko imamo temo vsakodnevni stik z angeli, ti bom dala kar 2 posnetka, enega, da spoznaš svoje osebne angele, enega pa, da se naučiš navezati stik z njimi. Tako da v bistvu vsak mesec te dodatne vsebine naredim takšne, ki podpirajo temo meseca, zato da lahko to vključiš v svojo duhovno prakso. Teh 6 vsebin, torej vsak mesec dobiš znova na temo meseca za mesec, ki je pred teboj, hkrati pa imaš dostop do vseh teh dragocenih vsebin, ki so že naložene v knjižnici znanja in zavesti spletne učilnice šole Oracle Membership. V šoli ti sodeluješ toliko, kot ti čutiš. Jaz se zavedam, da imate vi zelo bogata življenja in se vam ogromno dogaja. Mogoče si mamica, mogoče si poslovna ženska, ki ima ogromno projektov v teku, mogoče si izjemno aktiven moški, ki se tebi v tvojem življenju vedno veliko dogaja. Zato je fino, da je v bistvu spletna šola preko spleta, tam je vsa vsebina, ti si pa sam najdeš ritem, kdaj boš v bistvu imel svojo duhovno prakso. Lahko prideš samo na začetku meseca, preposlušaš vsebino in potem počakaš, da pride nova vsebina naslednji mesec, lahko si pa zelo aktiven, pa si vsak dan noter v spletni učilnici in osvajaš znanje, ki si ga ti želiš. Skratka, to je potem čist na tebi. Ti izbereš ritem glede na tvoj stil življenja. Sama osebno vam lahko povem, da sama sem v učilnici spletne šole Oracle Membership vsak dan, zaradi tega, ker je to del moje duhovne prakse. Vsako jutro in vsak večer meditiram, delam enega od ritualov, od meditacij v šoli, odvisno od tega, kaj želim v posameznem obdobju aktivirati pri sebi. Tako da jaz mislim, da je to, če jaz ne bi ustvarjala te spletne šole, bi jaz zagotovo bila del te spletne šole, ker je točno to, kar sem si sama vedno želela, da bi obstajalo. Dobesedno okolje, kjer je vse za mojo duhovno rast, pa hkrati zato, da polno doživljam to življenje tukaj na planetu, da uživam v telesu, da ustvarjam, manifestiram, kreiram. Vse to nam je dano, da imamo. Da utelesimo sebe, to, kar mi smo prinesli, in istočasno, da doživimo vse danosti tega planeta. Ok. Ali imamo kakšno vprašanje? Napišite. Ok, eno vprašanje je, če imamo tudi kaj individualnih pogovorov.
V bistvu to srečanje, kjer odgovarjam na vaše vprašanja, je namenjeno temu, da izpostavite stvari, ki so vam v danem obdobju vas zanimajo in prinašamo jasnost. Individualnih kanaliziranj ni in v bistvu šola niti ni namenjena temu, da v bistvu individualno se posvetimo posamezni osebi, ampak je namenjena temu, da izpostaviš problem in potem prinesemo jasnost za vse, ki imajo ta problem. Recimo, ne? Če te zanima, naprimer zanima te, zakaj imaš alergije, recimo, ne? In lahko izpostaviš to vprašanje in potem jasnost, ki jo dam, dejansko doprinaša vsem, ki se ukvarjamo s tem ali z drugačnimi alergijami. Ne? Moramo se zavedati, da problemi, ki jih mi imamo, ne, niso samo naši, ampak vsi delimo te izkušnje. Kot ljudje na planetu Zemlja si marsikatero izkušnjo delimo. In ko recimo nekdo postavi vprašanje, ne vem, pa poveš, joj, ne, doživela sem prevaro, kako naj pozdravim sebe potem, ne, kako naj zacelim svoj partnerski odnos in prinesem to jasnost, bo marsikomu ta jasnost dvignila zavedanje in bo bolj razumel, kako lahko po mogoče boleči izkušnji v odnosu, mogoče s prijateljem, sebe zaceli in pozdravi in transformira odnos. Ne? Tako da individualnih pogovorov tukaj v šoli kot takih ni, je pa jasnost na tak način, kot sem omenila. Eno vprašanje. Mija pravi, prepričale so me že tvoje brezplačne vsebine. Lepo, kjer sem spoznala, da je vse mogoče. Tvoje vsebine so res koristne in vidim, da je vse mogoče, če delaš na sebi. Hvala ti lepa, Mija, res je. Ne, sama ogromno brezplačnih vsebin delim, zaradi tega, ker želim, da se naše zavedanje dvigne. In kot sem že zadnjič omenila, ne, te brezplačne vsebine, ki jih delim na YouTubeu, na moji strani, preko socialnih omrežij, ne, to je kot izložba, da vidiš, kaj vse se nahaja noter. Ne. Ko pa stopaš v šolo, pa prideš in delaš program, se pa res začne še močneje transformirati. Ker veste, na koncu v življenju je tako, to, kot ti sebe daš v stvar, takšen efekt je zunaj. Ne? To, kot se ti poglobiš, ne? Če boš meditiral enkrat na mesec, ja, se bo vplivala ta meditacija na te. Kaj pa, če bi imel del spletne šole in bi vsak mesec dobival vsebino za tvojo duhovno prakso in jo vsak teden imel, ne? In vsak dan živel s tem, ne? Potem bi se v krajšem času tvoje življenje transformiralo in postavilo na drug nivo. Na koncu je vse od tega odvisno, koliko imamo zavedanja in kakšna je naša vibracija. Se pravi, s kakšnimi informacijami se obdajamo, kaj konzumiramo, ne, o čem razmišljamo, kako dobesedno se izobražujemo, dvigujemo svoje zavedanje, kajti večje kot je naše zavedanje, bogatejše je lahko naše življenje. Ne. In dobesedno se moramo dvigniti ven iz tega, ne da se, ne more, ni mogoče in se vprašati, kako bi se lahko dali, kako bi bilo lahko mogoče. In šola ti dejansko ponudi odgovore. Ne. Kot mediji, ne, mene so ljudje vedno so se obračali name z raznimi vprašanji in če tudi so ta vprašanja prišla individualno od osebe do mene, jaz sem potem kanalizirala na temo, zakaj se nam to dogaja, ne, zakaj ljudje tako funkcioniramo, kaj je zadaj, kaj je modrost zadaj, kaj so jasnosti. Ne, in to jasnost v bistvu s tabo delim v šoli, zato da se tvoje zavedanje dejansko dvigne. Na drugi strani je pa potrebno, da dvignemo svojo vibracijo, ker takšna kot je naša notranja energija, takšna kot je naša svetloba, to dejansko mi lahko s svojim magnetizmom v življenje pritegnemo. To se zunaj nas zrcali. To, kar je v tebi, je zunaj tebe povečano in deljeno. In zato v bistvu je fino, da imaš duhovno prakso, ne samo, da veš več informacij v življenju, ampak da imaš tudi zraven rituale, orodja, ki dvigujejo tvojo vibracijo. In ta kombinacija je pač popolna, zaradi tega, ker ko se ti zavedanje dvigne in ko imaš vibracijo močnejšo, se pravi tvoja energija močnejša, potem dobesedno postaneš mojstrski kreator svoje realnosti in si lahko, tako kot je tudi Mija izpostavila, ne, dobesedno skriraš karkoli si želiš. Naslednje vprašanje. Mojca sprašuje, dostop do šole je samo 1 leto ali se na to šola zapre ali se vedno lahko dostopa do vsebin? Super vprašanje. Ta šola, dobesedno si jo predstavljate kot knjižnico. Ne? Knjižnico, ki je vse to zavedanje in vsak mesec dobiš v to knjižnico novo vsebino. Dobesedno nove knjige, do katerih imaš ti dostop. In šola se res odpre samo enkrat na leto
in bo trajala, dokler bom imela jaz vsebino, da napolnim to knjižnico. Tako da ne 1 leto, bo trajala več let, ti pa si v šoli toliko časa, kot to vibrira s teboj. Vsebina ti je tudi toliko časa na voljo, dokler si član šole. Je kot v bistvu članarina v knjižnico, ne? Toliko časa, kot si član, si lahko sposojaš knjige. To je pač v spletni učilnici vse naloženo in če si član, imaš dostop, če nisi, ne, nimaš več in potem v bistvu ne moreš več dostopati. Tako da vsebina ti je na voljo, dokler si član šole. Moj način delovanja v življenju je tak, da ko mene nekaj pokliče, ko nekaj zavibrira z mano, si jaz to dam, ker vem, da je bilo poslano na mojo pot ob pravem trenutku, da mene obogati, da moje zavedanje poveča. Ko pa stvar neha vibrirati z mano, jo ne čutim več, da doprinaša v moje življenje, preprosto grem naprej. In zato tudi ta šola je ustvarjena na tak način, da če ne čutiš, da to vibrira s teboj, pač zaključiš, greš ven iz šole, vedno greš lahko ven iz šole, in pač greš naprej s svojim življenjem v naslednjo izbiro, ki vibrira s teboj. Klara pravi, magična si, Tjaša. Hvala. Hvala tebi in celotni ekipi. Ja, res, jaz sem tako hvaležna za mojo ekipo, ki dejansko svojo energijo in svojimi talenti močno podpirajo to, da lahko v svet delim vso to jasnost in vso to zavedanje. In zelo lepo skrbimo, da vse, kar bi te podprlo, v bistvu s teboj delimo. Gremo naprej, imam še par stvari za povedati. Se pravi, zdaj smo povedali, da imaš dostop do vseh vsebin, ki so že naložene v šoli, ki so raznolika področja, ne? Snemi si ta katalog, da boš videl v bistvu, kaj vse prejmeš v šoli, ker teh vsebin je res veliko. Na drugi strani dobiš mesečno aktualno novo vsebino in tudi v tej zloženki te čaka urnik, da boš lahko videl, ne? Urnik je naložen samo do jeseni. Ne zato, ker potem šole ne bo več, ampak zaradi tega, ker jesenski urnik dobite potem konec poletja. In si lahko točno pogledaš, ne, kdaj so dogodki. Dogodki v živo v spletni šoli so 2-krat na mesec ob 4. zvečer. Če ne moreš spremljati dogodkov, brez skrbi, dogodki sami po sebi potekajo v zaprti Facebook skupini, kjer ste samo moderni orakli šole. Če pa zamudiš dogodek, pa nič narobe, ker bo dogodek potem v naslednjih dneh, ponavadi že naslednji dan, poskrbimo, da je čim prej naložen v spletno učilnico. Tako da lahko potem posnetek dogodka gledaš. Jaz bi vas vseeno spodbudila, da si poskušate organizirati svoje življenje na tak način, da ste prisotni na teh dogodkih, ker lahko potem postavljate vprašanja, ne, izpostavite temo, ki vas posebej zanima in lahko se potem tej temi pač bolj posvetimo. Če slučajno kdo nima Facebooka, da bi se vključil v to zaprto skupino, ki je kot bonus zraven te cele spletne šole, ni problema, šoli lahko v vsakem primeru slediš, ker je vse naloženo v spletno učilnico. Je pa res, da ne boš mogel potem v živo sodelovati v dogodkih, ker dogodki pa potekajo v Facebook skupini. Tudi če želiš biti bolj, bom temu rekla, anonimen, ne izpostavljen, ni problema, si odpri pač tak nov profil na Facebooku z psevdonimom in si lahko potem pač notri s tem imenom. Definitivno je Facebook skupina velik doprinos spletni šoli. Zakaj? Zaradi tega, ker smo notri povezani vsi moderni orakli, se pravi vsi učenci šole Oracle Membership, in ta energija in ta jasnost in zavest te skupine je pač res izjemna. In sem noro hvaležna, da sem okrog sebe ustvarila tako polje, da taki čudoviti ljudje so v moji spletni šoli. In v bistvu že samo to, da boš v skupini, ne, ti bo dajalo motivacijo, mogoče boš spoznal kakšnega novega prijatelja, da boš lahko tudi zasebno v življenju obogatil svoj krog prijateljstev. Ker vsi vemo, da v bistvu, ko začnemo hoditi po svoji duhovni poti ali pa recimo širimo svoje zavedanje, smo za marsikoga čudni, ne, zaradi tega, ker izstopamo iz te kolektivne mreže, iz tega, kar je prav, iz tega, kar se sme, iz tega, kar je naravno, normalno, ne. Si čuden, zaradi tega, ker si napreden, ker dobesedno greš ven iz kolektivne mreže v novo zavest, ki pa čez nekaj let bo dejansko kolektivna mreža. Tako da v bistvu smo mi
bom temu rekla, pionirji, ne. In mogoče se ti zdi, oj, ne, sam sem na tej poti, nobenega ni, ki tako razmišlja kot jaz, ne, in potem boš prišel v spletno šolo in mogoče hrepeniš po prijateljih, s katerimi bi se lahko pogovarjal o meditaciji in bi se lahko pogovarjal o angelih in bi se lahko pogovarjal o tem, kako lahko spolno energijo manifestiraš, ne, boš dejansko v tej skupini modernih orakljev spletne šole dobil takšne ljudi, ne. In kar moraš vedeti je to, da modernih orakljev je veliko, ne, nisi sam. In zato smo mi tudi naredili eno tako super, bomo temu rekli, zemljevid. Naredili smo zemljevid, kje vse se nahajajo moderni oraklji, ki so trenutno v naši spletni šoli, ne. Čez 700 nas je že, kar pomeni zelo velika skupina zavestnih ljudi, ne. Tina sprašuje, če imamo že kakega dojenčka. Imamo, Tina, pa ne samo enega. Evo, poglejmo, kje pa si ti tukaj na zemljevidu? Evo, najdi sebe in poglej, če že obstaja kakšen moderni orakelj v tvoji bližini. Evo, sem za nalaž malo bližje pokazala, zato da ste lahko pogledali. In sem noro ponosna, ker smo po celi Sloveniji, označili smo s pikicami, kje vse se nahajajo moderni oraklji, pa tudi izven Slovenije smo že. Na Švedskem, v Nemčiji, Avstriji, Angliji, Švici, Španija, Tenerifi, Katar, Hrvaška, Avstralija. Evo, po celem svetu so že naši moderni oraklji, ne? Tako da tudi če si ti Slovenec v tujini, definitivno lahko dodamo še tvojo pikico zraven, ko se boš priključil v spletno šolo, bomo pobarvali z novimi modernimi oraklji tale naš zemljevid. Dobila sem uvid, da moramo ta zemljevid narediti zaradi tega, da boste začutili, da niste sami na svoji duhovni poti, ampak da nas je dejansko zelo veliko. In ko gledam v prihodnost planeta, ne, in v prihodnost družbe, dejansko to postaja novo normalna norma. Pač ljudje se dvigujemo v zavesti tja, ne. Kdor se ne bo dvignil, bo duša dobesedno se pač bo odšla, zaradi tega, ker je pač dvig planeta in dvig vibracije in dvig zavedanja na planetu gre tja, ne. Tako da, okej. To govorim, da komaj, da pozabim vmes dihati in piti. Ni v redu, Tjaša, moraš piti. Okej. Ali je še kakšno vprašanje? Torej, kar moram povedati je to. Spletna šola samo enkrat na leto odpre vrata. In to je zdaj. Do 1. aprila 2021 se nam lahko pridružite. Možnost je, da se nam pridružite tako, da plačate lečno članarino in ste potem 1 leto z nami. Možnost je, da plačujete mesečno za tiste, ki si želite na tak način, preko trajnika, preko v bistvu mesečne obremenitve. Na tak način potem ti samo uživaš v šoli in za vse je poskrbljeno, da ne potrebuješ vsak mesec razmišljati o tem. Ali je še kakšno vprašanje? Napiši, zanima me. Andreja pravi, Tjaša, spremljam te že 3 leta in moram reči, da z vsemi informacijami, ki nam jih daješ, samo rastem. Prihajaš nazaj v šolo, yes! Ful lepo. Okej, tukaj imam še par vaših vprašanj in sicer, ali je v spletni šoli na voljo tudi kaj meditacij, sprašuje Jasna. Jasna, ogromno meditacij. Vsi tisti, ki spremljate moje meditacije na YouTube kanalu ali pa v meditacijski sobi, to je en tak uvod v sami spletni šoli. Imamo pa, zdaj sploh ne vem koliko števil, mislim, da okrog 50 meditacij, pa tudi daljših, ne, meditacij, recimo, kjer greš pogledati, kakšna je tvoja usoda leta, kjer je daljša meditacija, ki te odpelje globoko v tvojo dušno pogodbo. Potem imamo zelo močne meditacije za odnose, ne, da ugotoviš, s katero osebo si v kakšnem dušnem odnosu. Skratka, ne samo krajše meditacije, tudi takšne so, ampak tudi daljše meditacije, ki te dobesedno odpeljajo na duhovno potovanje, da ogromno spoznaš o sebi. Tako da zelo veliko meditacij, različnih ritualov, praks,
konkretnih napotkov, da v bistvu obogatiš svojo duhovno prakso. Se pravi, če želiš imeti dostop do več kot 115 vseh teh vsebin, potem je spletna šola Oracle Membership definitivno prava pot zate. Jaz sem noro vesela za vse, ki se nam boste pridružili, zaradi tega, ker zaupam in verjamem, da te je poklicalo z razlogom, da si tukaj, spremljaš to zato, ker en del tebe vibrira s tem. In te povabim, da če si v dvomih, če ne veš, a je to zate, a ni to zate, samo oddaš namero in rečeš, dragi moji angeli, duhovni vodniki, izvolite mi, prosim, jasno pokazati, ali je to prava pot zame in boš definitivno prijel jasno sporočilo, jasno sinhronost v svoje življenje, da boš videl, da je, kaj je zate prav. Ne? Jaz zaupam, da v življenje vedno dobimo prave ljudi, prave duhovne učitelje, ko smo mi pripravljeni za rast. Ne? In takrat se znajdemo v situaciji, naša naloga je, da gremo iz cone udobja, da gremo ven iz tega, kar nam je poznano in si damo priložnost. Ne? Ok, ali imamo še kakšno vprašanje? Sama osebno bi rekla, da s tako ljubeznijo, kot ustvarjam vsebine za spletno šolo, meni je to res, to je del mene, to sem jaz in mi je zares lepo, da lahko v bistvu prinašam to jasnost, ki prihaja do mene skozi to šolo do tebe, da se obogati tudi tvoje življenje. Ker na koncu smo zato tukaj, da en drugemu podarimo, podelimo, razdelimo naše dušne darove. Ne? In kot sem na začetku govorila, v to življenje smo prišli, da polno utelesimo sebe in šola ti bo dala dejansko orodja, jasno zavedanje, kako to narediti, kako res izživeti, polno doživeti sebe. Ker nismo tukaj samo zato, da dan mine in potem naslednji dan pride, vsi znotraj vemo, da je nekaj več, za kar smo tukaj. In jasno, te šole ti pomaga to, da ti začneš polno živeti sebe, v svoji vibraciji in zase kreirati želene situacije. In drugo, da sprejmeš vso to lepoto življenja, ki je tukaj zate, da uživaš v obilju, ki teče k tebi, da uživaš v odnosih, ki so bogati. To vse nam je na voljo, samo če se odpremo in si dovolimo v bistvu to sprejeti. Pa mogoče bi še to izpostavila, da je v bistvu zelo pomembno v življenju, da se obdamo z ljudmi, ki so nam inspiracija, ki nas dejansko spodbujajo v tem, ker mi želimo rastati. Se pravi, če bom jaz želela rastati v smislu, da bom imela bolj močno telo, bom zagotovo šla in si našla fitness trenerko. Zaradi tega, da bo ona mene motivirala, ker ona to obvlada, s tem, da jaz potem prihajam v fit moč svojega telesa. In če bom želela imeti duhovno prakso in povečati svoje zavedanje, bom definitivno šla v šolo Oracle Membership, zato ker tam je ta jasnost, to je zame. In v bistvu ne predajaj se življenju, da samo teče in se dogaja. Začni soustvarjati življenje s to močjo, ki ti je dana. Postavi se v vodjo svojega življenja in se obdaj z ljudmi, ki te inspirirajo. Obdaj se z jasnostjo, da se tvoje življenje dobesedno nadgradi in da gre v višji nivo. Ker lahko gre, samo če izbereš, če v bistvu stopiš na to pot. Mogoče bi tukaj izpostavila še, kaj pomeni v bistvu sploh moderni orakelj. To je šola za moderne oraklje. In ko vstopiš v šolo, postaneš moderni orakelj. Včasih, v starih časih, govorimo 2000, 3000, 4000 let nazaj, so bili orakli tisti, ki so sedeli sredi svetišča, dobivali sporočila iz pretoka in dajali to jasnost kraljem. In kralji so potem uporabljali to jasnost zato, da so zmagovali v bitkah, zato, da so dobre odločitve izbirali v vodenju svoje države, dežele. In v bistvu orakli v starih časih so bili redki, ki so se temu predajali in ki so imeli to povezavo vzpostavljeno. V tem času, v tej dobi je pa dejstvo o tem, da vsak od nas ima to povezavo, samo ni jo še zares vzpostavil. Ali pa jo je na pol, pa ne ve čisto točno, kako jo uporabljati. In v bistvu namenjeno nam je živeti v tej povezavi. In ne govorim samo o tem, da si odprt za svoje duhovno vodstvo, ampak smo prišli v modernem času, zato moderni orakli,
polno živeti sebe, utelesiti sebe, polno živeti to življenje v visoki vibraciji. In moderni orakelj je v bistvu oseba, ki živi zavestno, v stiku s svojim duhovnim vodstvom in zase ustvarja izjemno življenje in je zaradi tega potem tudi ogledalo drugim, kaj se da in dviguje v bistvu kolektivno vibracijo celega planeta. In v bistvu biti moderni orakelj, vsak, ki ga kliče ta pot, že v bistvu ima v sebi to sled, ta spomin iz preteklosti, da je na neki točki v svojem življenju že bil to, že živel to in je zdaj prišel ponovno obuditi te darove. Ker, veste, vedno več nas je, ki se začnemo zavedati sebe in ko se začneš ti zavedati sebe in začneš žareti to, kar ti si utelešati sebe, začneš inspirirati druge. In na tak način bomo mi v bistvu dvignili kolektivno zavest planeta Zemlje. In bomo zase ustvarjali drugačno realnost. In to, da se meditira, če zdaj te še gledajo čudno, čez neki let, bo to pač praksa, normalno. Katja pravi, z veseljem spremljam tvojo pozitivno energijo in da vedno dobiš odgovor takrat, ko ga najbolj potrebuješ. Hvala, ker si in deliš svoje znanje in pozitivo. Hvala ti, Katja. Jaz noro uživam v tem, da sem medij in da v bistvu z vami kot moderni orakelj delim vso to jasnost, zaradi tega, ker to mene osrečuje, hkrati pa vidim, da to noro dviguje zavest in spreminja življenja. In zato sem zelo, zelo počaščena, da te lahko na tej poti spremljam in da sem ti inspiracija, da polno bogato zaživiš sebe v tem svetu. Ok, če je še kakšno vprašanje, mi ga napišite. Sicer pa vas povabim, da kdor si še ni, da si gre zdownloadati tale katalog vsebin spletne šole, da si bolj podrobno pogleda, kaj so teme, do katerih prejme dostop, ko vstopi v spletno šolo. In pa, komaj čakam, da se vključite v spletno šolo, da bomo lahko dodali pikico na naš zemljevid modernih orakljev, ste sprejeli v našo svetlo skupnost in začeli v bistvu dvigovati jasno zavedanje tudi v tvojem življenju. Suzana sprašuje, ali je dovolj za šolo, če imaš telefon in gor aplikacije. Važno je, da imaš dostop do interneta, ali preko telefona, ali preko računalnika. Če imaš dostop do interneta, imaš dostop do spletne učilnice in boš lahko spremljala vsebino. Ja. Ok, vidim, da ni več vprašanj. Če sem kakšnega zgrešila, pa na kaj nisem odgovorila, prosim, napišite moji ekipi na info@natjašadorelaj.com ali pa se obrnite na nas preko Instagram ali Facebooka in bomo odgovorili na vaše vprašanje. Kot že rečeno, spletna šola zapira vrata s 1.4., s 1. aprilom, tako da oddej namero, da dobiš jasnost, ali je to prava pot zate. Jaz sem prepričana, da tisti, ki mora biti del naše skupnosti, bo to vedel v sebi in bo pogumno sledil temu klicu, da si izboljša svoje življenje s tem, ko vstopi v našo svetlo skupnost. Komaj čakam, da te sprejmemo v spletni šoli Oracle Membership in hvala, da prinašaš svoje unikatne darove in da ti bom lahko z duhovnim vodstvom, ki ga kanaliziram, skozi vsebine šole, ki ti jih predajam, te podprla, da ti prineseš to, kar imaš za ta svet, da obogatiš svet s tem, kar si. Hvala lepa, pošiljam ljubezen in se vidimo v spletni šoli Oracle Membership. Ciao!